Tudi v Odbiti dobite odpiramo sezono. Anže, kako si že rekel? Lovsko sezono. Odbita dobite. Med življenjem in tehnologijo. Vse tisto, kar sva lani marca priporočala, ko sva govorila o telefonih, vsaj delno verjetno še vedno velja, ampak ker govorimo o telefonih, ki se spreminjajo na pol leta in zato, ker je marec, je spet čas za novo lovsko sezono. Jaz sem Maruša Keret, z mano je Anže Tomič. Živjo. Najin gost danes je Matjaž Ropret, tehnološki novinar, najdete ga na tehnozvezdje.si. Živjo, Matjaž. Živjo. Se moram opravičiti, ker nisem prišel v zeleni obleki in nimam na rami. Že 9. si bil na MVC-ju, Svetovnem mobilnem kongresu, sejmu v Barceloni. Ja, pač največji dogodek v panogi mobilne telefonije. Začel se je tam enkrat konc 90-ih v Kanu, pol so ga pa mislim, da 2006 predstavili v Barcelono, ker je pač postal prevelik. In zdaj je to res kar glomazen dogodek za zaprto javnost, to pač ni tako, da bi lahko kar vsak šel pogledati, kot recimo, ne vem, sejem IFA ali pa kaj podobnega v Berlinu. Tukaj so res samo tisti, ki dobijo ali akreditacijo ali plačajo 800 in več evrov kotizacije. In letos mislim, da so rekli, da je bilo uradno 107 000 obiskovalcev. Gužva je, še po domač povem. Zdaj, videla sem, da si se vozil v avtu brez šoferja in da je prvič v desetletju v Barceloni padal sneg, ampak mi bomo danes govorili predvsem o mobilnih telefonih. Res nas je zebel, precej bolj kot prejšnja leta. Danes pa torej v Odbiti dobite mobilni telefoni in Barcelona. Kje začnemo? Pri znamkah? Samsung in Sony, načeloma, ne? Sta bila v bistvu edina od teh večjih, tako rečemo, ki sta kaj pokazala tam. Malo se spreminja od leta do leta, Vsak let je kakšna znamka, ki izkoristi ta MVC, da so pač novinarji že tam, da jih ni treba jim posebej voziti tja ali pa pač na nek dogodek in pač tam naredijo večjo predstavitev. Drugi si pa pol rečejo, če bodo pa oni tam, bomo pa mi pač nekje drugje posebej in bomo imeli pozornost samo zase. Ta trend je nekako Apple začel, se mi zdi, s temi svojimi predstavitvami telefona. Oni tako ignorirajo. Se to je bilo pa naslednje vprašanje. Apple kot ponovadi že spet ni bilo v nekakšni obliki. Je zelo veliko ljudi z Apple tam na sejmu. Oni se pač sprehajajo tam, se pogovarjajo s svojimi partnerji, gledajo, kaj drugi počnejo. Teh ljudi zmeraj pač ne veš, da so iz Apple, ampak vsi vemo, da jih je ogromno tam. Uradno Apple pa ni nikjer. Ampak saj tudi Googlovega telefona ni, pa še katere druge znamke. Ni mu prav tako, da bi rekel, en velik prostor, ampak tako več manjših, pa to tako, da so kar kazalno, kaj vse delajo, promovirali Android pa tako naprej. Tako da čeprav pri njih je tako, ker so pač razvijalci Androida. Ja, seveda. Praktično kdorkoli je tam, je tudi njihov ambasador, če to hočejo ali pa ne. Ampak bi pa lahko skoraj rekel, da pa se to že dostakrat zgodilo in tudi letos, da je pa v bistvu bil Apple največji zmagovalec tega sejma, ker smo spet videli en kupenih kopij njihove desetice. Do tega pridemo. Najprej pa S9 in S9 Plus, in pa nove Sonyjeve Xperije. To so zdaj narekovaje v zraku delam najdražji in najboljši telefoni. Ja, pač tisti, ki tudi nekaj pokažejo, neke inovacije, ki pač nek napredek tehnologije, da pač pokažejo nekaj novega, da gradijo nekaj taga, kar bodo pa čez leto ali pa dve, pa drugi počas poskušali imeti, ker recimo, kaj Sony je dal, recimo snemanje 4K HDR, danes že skoraj vsak telefon snema 4K, zdaj pa še dodatno HDR snema, recimo ta Sony, tako da Samsung je precej izboljšal fotoaparat pri teh S9-kah, recimo v bistvu naredil neko podobno stvar kot že lanski let Sony, da je dal direktno pod tipalo pomnilnik, tako da lahko direktno tam zajame, ne vem, recimo lahko naredi, mislim, da 12 posnetkov praktično naenkrat in jih pol pač skupaj sestavi v zelo veliko dinamično razmerje, pa tako naprej, pa lahko zajema 960 posnetkov na sekundo pri videu, sicer pri HD-ju, ne, Full HD ali pa 4K, ampak pač... Sam 960 v telefonu, to lahko ti naredi iz 0,2 sekunde, mislim, da ti pol naredi 5 ali 6 sekund, zelo počasno. To je zelo počasen posnetek, zato ker je visoka ločljivost, to je kar pomembno, da lepo zgleda. Lepo zgleda, moraš imeti, kar smo probali tako na hiter, moraš imeti, to je bilo že isto pri Sonyjih, dosti dobro svetlobo, ker takoj, ko si malo bolj v mraku, pa to
je še precej bolj temno, kot bi bilo sicer, če bi snimal video, ampak so pa zanimivi efekti. Ja, mislim, predvsem mene to preseneča, ker pač so te telefoni tako tanki, da sploh... Ja. Da je to sploh, to je meni že tako meji na magijo, da to sploh gre skozi. Pa še ena stvar, kar je pa Samsung naredil, pa tudi se mi zdi, da bi znala biti kar uporabna, je pa ta spremenljiva zaslonka pri fotoaparatu, kar iz klasičnih fotoaparatov itak poznamo v telefonu, vsej smo imeli že kdaj kakšen primer, recimo Nokia 10 let nazaj, nekaj podobnega počela, ampak zdaj pač tudi zna mehansko spremeniti iz f1.5 v f1.2.4, tako da zapira, odpira glede na to, kakšna je svetloba. In tanek telefon, fizika lahko naredi, kar lahko naredi, to niso dolge leče, kot pri klasičnih fotoaparatih, ne. Da se sploh razmišljajo o tem, da bojo zaslonko mehansko zapirali. Konc koncev drugače, mislim, vse so do zdaj pač rešvali to, da so zelo kratek čas vzeli. Ne vem, sončen dan in pri telefonih je bila zaslonka pač fiksna in je prilagojena temu, da si tudi v slabi svetlobi kaj pametnega lahko s tem naredil in pa si mogel pač čas dati, ne vem, 4000 ali pa še krajš, pade kar velik svetlobe gora, no, in če malo zapreš, vseeno lahko narediš po mojem boljše rezultate. Tukaj pač ne moreš čez fisko, ne moreš vsega ne moreš rešiti s programsko opremo, pa z algoritmi. Zdaj, da ne bo kdo zmeden, še vedno se pogovarjamo o mobilnih telefonih, ki so fotoaparati in obratno. Ja, ampak to je bila, rekel, ne vem, ena od 3 glavnih področji, kjer se je videl kakšen napredek ali pa ki so jih najbolj izpostavljali. Se pravi, fotoaparati, pol zasloni in pa pač materijali samega telefona v hišja. Kaj se dogaja z zasloni čez cel telefon, seveda, ampak... To je tisto, kar je glavno. No, lani smo videli LG G6, recimo, pa tudi malo kasneje S8, pa še kakšni drugi, so pač potegnili zaslon od zgoraj do dna. Prej si mu kar precej čela, pa brade, zdaj tega praktično ni več, vsi so zdaj to razmerje 2:1 ali pa še malo više, 19,5 proti 9, mislim, da je bilo največ. Praktično celo sprednjo stran zaseda zaslon. Je pa pol tukaj še drug, malo manj za pozdraviti trend, so pa te zareze. Kar sem že v bistvu že takrat, ko je Apple to naredil, rekel, da je eden od razlogov to, da so pač neko prepoznavno silhueto naredili, ker prej so imeli pač pravokotnik, pa spodaj okrogla tipka. In zdaj so pač, ker nimajo več tipke, so vzeli to zgornjo zarezo in zdaj jo vsi skoraj v androidnem svetu kopirajo, razen teh 2, ki smo jih prej menili, Samsung in Sony sta se odločila, da bosta naredila tako, kot je treba. Da je pač lepo... Ja. A se kdo zgleduje s Face ID-em po Apple? Mislim, vsi praktično, zdaj imajo praktično vsi to prepoznavo obraza, ampak jo delajo zelo na enostaven način, ker Apple ima noter tam, ne vem, osvetljevalnik, projektor, infrardeč zadeve, ne vem. Ja, ostali pa več ali manj pa sprednjem fotoaparatu zamejo in te prepozna, dokler je približno normalna svetloba, pa to. In potem ponovadi pridejo ven članki čez mesec ali 2, ko pridejo te novi telefoni, kako se jih da pretentati sliko. Kar je pa pri Apple zaenkrat, mislim, je teh zgodb veliko manj. Bile so pol neke zadeve z nekimi maskami, pa to, da so jih... Da se je še nekako dalo. No, pa ko smo že pri zarezi, tome, Asus, mislim, da podjetje, saj kar sem izbral, jaz že nisem bil tam tisto, ki je pa brezramno reklo, iPhone je naredil zarezo. Poglejte, naša 26% manjša. Moramo pa biti vsaj toliko pošteni do Asusa, da je pa naredil zarezo pri vsaj recimo dobrem telefonu kot prvo, pa kot drugo se je vsaj malo potrudil s tem, da je prilagodil umestnik pa vse, da tam, ker pa si pa imel te razne Kitajce, kjer so pa pol tam številke, pa črke, pa vse pač odrezane. Niso nič kaj to zelo se ukvarja s tem, da bi zarezo ukomponirali vse skupaj. Kolikor je to smešno, meni je to res pokazatelj te res dikotomije pač teh proizvajalcev anonimnih znamk, ki sicer strojno znajo skupaj zmetati komponente in dostaviti funkcionalen telefon. Zgledaš še kar vse skupaj. Ko pa pride do karkoli, ker na strani programske opreme, je pa največ, kar dosežejo, da vzamejo neko distribucijo Androida in upajo na najboljše. Kar zagotovo vem, z družabnih omrežij je zvezda sejma bila Nokia.
Kaj je s to rumeno Nokio, ki se je pojavljala čisto povsod? Ja, banana, ta iz Matrixa. Ja, iz Matrice, ta je. Predvsem v Matrici je bila sicer črna, zdaj so naredili še rumeno. Ja, imaš tudi črno. Čakaj, to je telefon, ki ni pameten na največjem sejmu mobilne tehnologije leta 2018. To je ta retro trend, oni so že lani to začeli, lani so imeli 3310, zdaj 8110. So pač obudili nek svoj star, ali pa svoj, no se pač ni to čisto isto podjetje, samo znamka ista, ampak pač neko staro uspešnico so pač prenesli v malo novejšo dobo, ampak še zmeraj je pa nekako v osnovi še zmeraj to, da bi rekel, neumen, ali pa ta pač standarden telefon ni. Sicer ta zdaj nova podpira 4G, pa ima malo večji zaslon, kot je imela ta 3310, pa malo več funkcionalnosti, pa vsega tudi malo dražja bo. Ja, čeprav njihova razlaga je 90 evrov. Mislim, da je 100 z davkom. Ampak njihova razlaga je, da je še vedno milijarda ljudi na svetu, ki bi dejansko kupujejo pač neumne telefone. Plus hipsterji. Se to, pa hipsterjev je tudi kar precej. Mogoče milijonov, ne milijard, ampak Ta Nokia, ki zdaj obstaja, sicer še vedno imajo neko hišo na Finskem, tam, kjer je bila stara Nokia, ampak to je popolnoma drugo podjetje. Je pa dejansko nekaj zaposlenih iz Nokia, tam nekaj ljudi, ki so iz Microsofta prišli. Pa nekaj, ne vem, ta šef je bil prej na HTC-ju, tako da so neki ljudje, ki so se s tem že dolgo ukvarjali. No. Jaz sem do te blagovne znamke zdaj predvsem ciničen, ker to je tista stara Nokia. Vidi se, da so pač uporabili to znamko zato, da so lahko dosti na hiter nekam prelezali, ker če bi enake telefone delali pod znamko Žnjs, ne bi bilo istih rezultatov. Po drugi strani jih pa jaz še vedno nekako ločim od teh anonimnih, jim jaz vedno rečem, proizvajalcev, ki pa dejansko samo lotajo skupaj. Ja, tukaj se vidi, da imajo pač neke svoje ideje, pa nekaj naredijo, neko zasnovo telefona, ne da grejo kot recimo ta tipičen primer je ta hrvaška znamka Noa. Tako je. Ker oni pač vzamejo tiste telefone, ki jih imajo tam kitajski proizvajalci v katalogu. Jih pobrendirajo. Dajo svojo znamko gor, malo prilagodijo software, pač naredili so distribucijsko mrežo, pa servisno mrežo, pa to. In to je pa praktično vse, kar imajo. Ne. Si uspel videti vse? Verjetno ne. Mislim, sem več ali manj kar prehodil, na predstavitvah sem bil, mislim, da na večini teh pomembnih. Kaj pa je bilo še poleg? Sony, Samsung, velika podjetja predstavljajo potem, tako kot Maruša zaznala, banano od Nokia. Kaj je še kaj za izpostaviti? Ne, v bistvu, da bi rekel, da bi bilo nekaj prelomenega, niti ne. No, pač to smo izpostavili, kar je bilo teh glavnih lastnosti, se pravi še to, da so materiali tudi v nižjih segmentih, nižjih cenovnih razredih postajajo dosti dobri, je zelo. Poceni plastika se poslavlja. Kovina, steklo, pa to sicer, kdo rekel, da mogoče to ni najbolj za telefone spuščati na tla, pa tako, pa da z žepa padajo, pa tako, ampak dobro. Se še vedno vsi plastiko bolj damo na telefon. Zgledajo pa vsaj malo boljšno, kot so še 2 leti nazaj, recimo. Drugače pa mislim, da ni bilo nekaj tako grozen, pretresljivega. Zdaj, sploh je bilo pa zanimivo, da, ne vem, Huawei ali pa Lenovo, ki sta pa tudi kar pomembna igralca, recimo, ta drugi znamko Motorola, to prvi svojo, nista pa sploh nobenih telefonov predstavljala. Sicer imela zelo dobre prenosnike. Kaj pa vse dogajanje, ki sodi izraven, to so danes gotovo pametni asistenti, pa razni avtomobili, kot sem omenjala, pa ves šov program, ki sodi izraven. Pravzaprav niti ni bilo toliko zelo veliko, ker recimo, ne vem, na CES-u ali pa tudi še nekaj sejmu prej so skoraj že pol prostora zasedali avtomobilski proizvajalci, tukaj so bili, mislim, da 3 vsega skupaj. Ampak tam se tudi vidi, da gre vse zelo v to povezljivost, veliki zasloni, pač minimalistično noter, brez tipk pa tako naprej. Razna pamet pa samodejna vožnja pa tako naprej. Telefoni so pač samo en sklop, pol je pa tam še en kupenih drugih in storitev in opreme in vsega tega in tam je bilo pa poudarek na 5G, pač naslednja generacija omrežij, ki prihaja čez par let. Ste dejansko to lahko že kje poskusili? Dobila sem darilo, zato sem se spomnila z Južne Koreje od naše Anje. Prinesla mi je eno značko in razlagala, da na olimpijskih igrah dejansko se hvalijo, da prvi na svetu so lahko uporabljali že mobilno omrežje. Ja, tam so nekaj imeli že postavljeni, čeprav tudi sem pričakoval, da bo tudi malo več buma iz tega, pa ni bilo pa na koncu prav kaj dosti slišati. Zaenkrat je problem v tem, da ni še čist sploh končnega standarda postavljenega, tako da vsak pač mal
Po svoje pač nekaj naštrika skupaj, pač, da dosega više hitrosti in tako naprej. Se pravi, če smo pri LTE prišli tam nekaj LAN ali pa zdaj tudi že čez LAN 900 megabitov, zdaj malo čez gigabit recimo, je tam pol 2,5 gigabita recimo se hitrosti vidijo tam na nekih demonstracijah, ki pač tam kažejo, zdaj ne veš kaj sicer. Ja, to pomeni, ko bojo antene, poleg DVS blokov in vsega ostalega. Ampak kdaj bo to tukaj v Ljubljani, v Sloveniji? Ne, jaz mislim, da se kar naenkrat se bo začelo pojavljati, ampak bo tako kot 4G. Nekaj časa si točno vedel v Ljubljani, kam moraš iti, da boš videl 4G. In potem ampak to, bo to lahko že naslednje leto ali pa 2020 bo verjetno že kar kakšnih par baznih postaj. Hitrosti pa omogoča zelo velike. Predvsem pa prednost tega 5G naj bi bila to, da bi se ga dal bistveno lepše uporabljati za množico raznih povezanih naprav, od avtov do hladilnikov, pa ne vem česa, pa vsega, kar ti krmil pametni dom, pa tako naprej, ker pač bodo lahko operaterji določali, ta sklop omrežja je za to, ta je za to, ta ne posega v unga in tako naprej in bo vse skupaj menda bistveno bolj fleksibilno. Se pravi, ni pa še čisto končnega standarda in malo manjka še frekvenci in malo manjka naprav, tako da govori se veliko, vid se pa zaenkrat malo manj. Zadnje vprašanje, najslabša stvar na sejmu, ki si jo videl? Po mojem, da sem bil najbolj razočaran nad LG-ovimi telefoni. Sicer nočem zdaj jih dajati tudi nič ali karkoli, mogoče bodo zelo poceni, ampak resno, ob tem, ko so vsi ostali predstavljali pač te razpotegnjene zaslone, ki zasedajo celo prvo stranico telefona, dobre materijale, pa to imajo oni tam nek plastičen izdelek z ogromen robovi, pa ne vem, no. Nekje so malo zgubili nit. Njihova najboljša telefona, lani G6 pa V30 sta meni izjemna. Strojno, res izjemna telefona. Kar je pa, sta srednji pa spodnji razred, delujejo pa kot da so 4 leta za vzadej, za ostalimi. Kar jaz mislim, da sta to neke 2 divizije znotraj LG-ja, ki si nista enega maila še poslali, en inženir drugemu. Tako res je noro, tako da to čisto razumem. Zdaj o tem, kaj se bo drugo leto dogajalo v Barceloni, bomo gotovo že kaj slišali letos, ker nekdo bo že letos napovedoval trende za prihodnost, ampak o tem, koga posnemajo. O tem bomo takrat, Verjetno pa še ne bodo kakšni roboti zamenjali vseh prijaznih in simpatičnih hostes, ki tudi zelo izstopajo na družabnih omrežjih ob takšnih sejmih. Je bilo res precej manj hostes, saj teh recimo v breku. Mislim, bilo je nekaj robotov, pa teh hostes je bilo pa res bistveno manj, vsaj tako bi rekel izzivalno ali tako oblečenih ali pa takih, da res prideš samo zaradi njetja. Mislim, pa vidi se, da je to razne ta gibanja in pač ti pozivi, da to ni več v redu v tem času, da je mogoče malo zaleglo. Matjaž Ropret, hvala, da si prišel v Odbite dobite. Kje te lahko spremljamo, ko si v Barceloni na kakšnem drugem sejmu ali doma? Primarno na tehnozvezdje.si, to je pač stran, kjer objavljam, pa še skupaj s kakšnimi drugimi pisci, pač pišemo o tem, kaj se dogaja na področju tehnologije. Pa na Twitterju sem tudi sam, Ropret ali pa Matjaž Ropret, na oboje me najdete. Midva sva Twitteruša Maruša. In pa Anzeta. In pa Odbita. Ko sva skupaj, to je dejstvo. Anže, ti pa še nekaj ostale birokracije. Sicer pa vse ostale oddaje Odbita dobita najdete na val202.si /odbita. In pa hvala vsem, ki dajete oceno v iTunes. Mislim, da smo šli čez 80. Ja, v Apple Podcast dejansko to tudi pomaga. Drugač pa jaz bom zdaj rekel adijo. Ti boš rekel adijo. Jaz pa hvala za pozornost. Se slišimo. Čau. Čau.